Izbirni postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije izvedla izbirna komisija. Vanjo so bili skladno z zakonom imenovani strani CNVOS, Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, kot krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij dr. Erik Brecelj, strani Državnega zbora gospod Ivan Hršak, strani Sodnega sveta Republike Slovenije dr. Saša Prelič, strani Vlade Republike Slovenije dr. Saša Zagorc in strani Uradniškega sveta dr. Janez Stare. Dolžnost izbirne komisije je bila, da preveri izpolnjevanje formalnih pogojev kandidatov ter strokovne usposobljenosti in primernosti za funkcijo predsednika KPK. Izbirna komisija se je sestala na 2 sejah, na katerih je med drugim določila kriterije presoje kandidatov. Kriteriji presoje so bili oblikovani na osnovi že uveljavljenih standardov strokovne usposobljenosti in kriterijev, ki so jih predhodne komisije že uporabile v podobnih postopkih izbire kandidatov, ki so kandidirali na funkcionarska mesta Komisije za preprečevanje korupcije. V splošnem gre za 3 sklope ugotavljanja primernosti kandidatov. Prvi sklop izkušnje pri delu ter strokovna uveljavljenost, kamor štejemo kakovost izkušenj, potem razumevanje poslanstva KPK, v tem okviru še posebej vizijo razvoja in dela KPK in tretji sklop izkazana integriteta v dosedanjem delu. Če povzamem glavne elemente presoje, katerim je sledila izbirna komisija, potem lahko rečemo, da je izbirna komisija dajala prednost oziroma presojala integriteto posameznika, strokovno avtoriteto, zmožnost realne ocene stanja, potreb in ukrepov na področju preprečevanja korupcije ter predvsem vizijo prednostnih nalog in razvoja KPK ter njeno uporabnost in izvedljivost. Zanimala nas je torej vizija kandidatov povezana z izboljševanjem stanja na področju preprečevanja korupcije, potem z okrepitvijo vloge komisije pri povezovanju inštitucij formalnega in neformalnega družbenega nadzora, potem vidik mednarodnega sodelovanja, ozaveščenost ter krepitev integritete in pravne države ter izboljševanje javne podobe in prepoznavnosti KPK. Po vabilu na razgovor se je odzvalo 8 prijavljenih kandidatov. Izbirna komisija je svojo oceno primernosti kandidatov podala na podlagi predložene listinske dokumentacije v kandidaturi in kasneje v postopku ter tudi na podlagi ugotovitev iz osebnega razgovora s kandidatom. Tisto, kar se mi zdi posebej pomembno izpostaviti, je, da so vse odločitve povezane s presojo primernosti kandidatov ter podane končne ocene bile podane soglasno. Spravi, člani izbirne komisije smo odločitve sprejeli soglasno. Izbirna komisija je na seznam primernih kandidatov po abecednem vrstnem redu uvrstila naslednje kandidate: Tino Brecelj, magistra Uroša Novaka, doktorja Janeza Pogorelca in doktorja Roberta Šumija. Ostale kandidate je izbirna komisija ocenila kot neprimerne. Izbirna komisija je danes predsedniku Republike že posredovala seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za imenovanje. Hvala.